Najboljši triki so običajno top secret, ampak če jih delimo med seboj, imamo vsi nekaj od tega. Zato danes delim s tabo nekaj najboljših trikov za Instagram Stories. Prvi trik, ki ti ga predstavljam, je, kako prilepiš fotke direktno v Instagram Stories. Kaj to ti omogoča je, da lahko iz večjih fotk narediš kot en kolaž na Instagram Storyju in čisto enostavno z funkcijo kopiraj in prilepi. Pa kar poglejmo. Najprej greš v svojo knjižnico fotografij in izbereš tisto, ki jo pač želiš prilepiti. Naprimer, da je to ta. Izbereš, zdaj odvisno od katere naprave uporabljaš, jo v bistvu kopiraš. Tukaj spodaj imamo recimo copy. Greš na Instagram, izbereš, torej narediš na Instagramu nov story. Po želji narediš fotko. In potem, ko izbereš besedilo, če z prstom držiš na besedilo, se ti omogoči funkcija, da prilepiš, kjer potem lahko enostavno fotko tudi prilepiš in jo dodaš. Če želiš dodati še eno fotko, greš enostavno nazaj pod fotke, jo spet kopiraš, dodaš tekst oziroma prilepiš fotografijo in tako lahko sestaviš v bistvu čisto svoj kolaž. Če še morda eno, damo copy, izberemo besedilo, prilepi in pa prilepiš fotko. Potem jo pa lahko še samo sharaš. Drugi trik je enobarvno ozadje. Ni nujno, da v Instagramu želiš oziroma na stories želiš imeti fotografijo, ampak lahko enostavno narediš enobarvno ozadje. To narediš tako, da greš najprej pač pod story, nov story, posnameš fotko, ki je čisto nerelevantna, zaradi tega, ker bomo itak dali gor enobarvno ozadje. Potem pa izbereš svinčnik in pa spodaj torej izbereš barvo ozadja. Zdaj, kakšno barvo pač želiš imeti ozadje, to izbereš, naprimer, da izberem to rumeno. In če za tem svinčnikom držiš in pritisneš, se ti obarva ozadje rumeno. In potem imaš pač enostavno rumeno ozadje, ki ga lahko uporabljaš oziroma dekoriraš z prilepljenimi fotkami, kar sem pokazala v prvem triku. Napišeš besedilo ali pač karkoli drugega potrebuješ. Ok, sedaj, ko imamo enobarvno ozadje, je pa čas že za tretji trik. In sicer tretji trik je, da lahko besedilo poravnaš levo, desno ali pa na sredinsko in to samo tako, da povlečeš po ekranu. In sicer klikneš na besedilo, napišeš besedilo, naprimer danes je en lep sončen dan. In ga potem pomanjšaš oziroma po želji povečaš. Zdaj, če želiš poravnati levo ali desno, lahko po ekranu v bistvu enostavno povlečeš levo in pa desno, kam želiš poravnati besedilo. Seveda imaš zgoraj tudi možnost urejanja levo pa desno, torej ikonco za poravnavo, ampak je to precej hitreje, če lahko samo z swipe, torej z potegom po ekranu spremeniš, kako je besedilo poravnano. Ni nujno, da je tvoj tekst samo enobarven, lahko izbereš več barv. To sicer narediš lahko čisto enostavno, ampak je potrebno malo vaje, da dobiš občutek, kako to narediti. Pa da ti kar pokažem, kako recimo narediš gradient barve, torej da se prelivajo iz ene v drugo v tekstu. Torej tekst, mavrični tekst, bi mogoče lahko rekli. In sicer spet normalno napišeš tekst, ki ga želiš na Instagram Stories, izbereš celoten tekst, nato pa izbereš najprej primarno barvo, ki jo želiš in pridržiš s prstom na ekranu. Z drugim prstom pa potem označiš to označeno besedilo in sedaj bomo skupaj z obema prstama, torej po barvi in pa z prstom po tekstu, bomo vlekli enakomerno in tako dobili v bistvu tekst, gradient oziroma nove barve. Torej pritisneš na tekst in potem, ko se premikaš, se bo premikal tudi torej tekst, barva teksta. In tako dobiš torej ta barvni tekst, ki ga seveda lahko pobarvaš čisto po svojih željah oziroma po barvah, ki so skupaj, po katerih lahko povlečeš. Mogoče na prvi pogled ni to čisto enostavna funkcija, ampak z malo vaje lahko hitro pridobiš ta občutek, kako moraš enakomerno
potegniti oba prsta, da potem gre to, da se barva lepo razporedi po besedilu. Potem smo že pri petem trikcu. Peti trikec je, da lahko svoj tekst dodatno še olepšaš tako, da mu daš drop shadow oziroma da dobi svojo senco oziroma da dobi ta feeling, da je mogoče malo bolj 3D. To lahko enostavno narediš tako, da imaš najprej en tekst, nato ga izbereš, torej select, ga kopiraš in nato dodaš nov tekst, ki mora pa biti enak. Torej, mora biti enake velikosti in pa enake, pač popolnoma enak. Zdaj tu se pač je potrebno malo poigrati, da dobiš res enako velikost teksta oziroma vsaj približno enako velikost teksta. Nato pa je fino, da ta tekst, ki ga želiš v ozadju najprej obarvaš. Jaz bom recimo zbrala črno barvo in ga prestavila na sredino. Nato pa tega pisanega pa želim v bistvu kot imeti ta sprednji tekst, torej da je črna esenca, ta pisan pa je od spredaj in ga enostavno samo dam na črni tekst. Zdaj, če ga podam čisto na črni tekst, je tega čisto malo. Zdaj, če dam ga bolj na desno, pa dobim ta lepo v bistvu esenco tega teksta. Zdaj, za malo igranja lahko pač dobiš potem različne variante in si ustvariš pač čisto svoj tekst po svojih željah. Šesti trik je, da skriješ torej hashtage. Hashtagi sicer ni nič narobe, če jih uporabljaš, ampak če jih uporabljaš več ali pa jih želiš skriti, je zato pač čisto enostaven trikec. In sicer, ko urejaš to svoj story, recimo jaz imam zdaj to slikco, lahko enostavno torej napišeš torej neki hashtag, recimo misel. In če ta hashtag pustim, se bo v bistvu videl tudi, če je bele barve. Zdaj lahko ga zelo pomanjšam in imam to misel v bistvu čisto majčkeno in se mogoče me niti ne moti. To pride prav recimo, kadar imamo kakšno pisano ozadje, se lahko hitro skrije. Lahko pa pač enostavno dodam neki stiker oziroma gif, ki bo prekril skupino hashtagov. Zdaj, če bi jih imela več, bi jih lahko naložila enega na drugega in pa dala neki stiker, recimo čez ta hashtag in ga tako popolnoma prekrila. To sicer ni nek poseben trik, ampak je pa zelo uporaben v Instagram stories. Potem 7. trik je, da lahko določen delček, torej ali je to gif, ali je to besedilo, ali pa je stiker, torej nalepko, lahko v Instagram stories pinaš. Torej pinaš na točno določeno mesto v videu. Torej najprej potrebujemo video. In ko imamo video, lahko enostavno torej ta stiker ali nekaj takega tudi prilepimo. Torej jaz imam zdaj recimo tukaj v urejanju že en video, ki sem ga ravnokar posnela, potem pa imamo stiker. In ko imamo ta nalepko, gif ali besedilo, samo držimo tako dolgo, da se nam pojavi spet nov ekranček, kjer potem lahko spodaj z tem sliderjem določimo video, na kateri točki v bistvu je tista stvar, ki jo želimo pinati. Nato pa plesamo in pa kliknemo, torej namestimo točno na tisto mesto, kjer želimo ta pin narediti, to značko in jo kliknemo pin. In potem nam to v bistvu pina in ta ostane na njeni glavi. Okej, ni najlepše, ampak kot primer bo pa delovalo. 8. trik je, da lahko v stories narediš torej tekste, recimo kadar deliš neke tekste po točkah, jih lahko tudi po stories z tapom torej potem dodajaš. Najlažje bo, da ti kar pokažem. In sicer, če imamo recimo da naredim najprej torej enobarvno ozadje, nato pa dodam tekst, kjer bo. In zdaj bi recimo si želela, da pridejo triki kot 1, 2, 3, 4, 5 in da niso vsi naenkrat. To naredim tako, da kliknem torej nov tekst, napišem 1 in pa pač neko besedilo. Zdaj besedila ne bom pisala, ker bo to trajalo predolgo. In ko imamo ta prvo točko, klikneš zgoraj, da se shrani ta story.
In ko se ta story shrani, dodamo novega. In sicer dodamo dvojko. Kliknemo dan in ga spet torej ponovno shranimo in nadaljujemo tako do vseh 10. In ko imamo vseh 10 v bistvu shranjenih, jih lahko potem enostavno uploadamo kot 10 novih storyjev. Torej, zdaj recimo, če bi še z tega shranim 1, 2 in zaprem story in želim ustvariti kot novega, lahko izberem torej najprej story 1, nato story 2 in pa story 3 vse do storyjev 10, tako da imam potem s tapom na ekran nekdo vidi celo serijo teh storyjev. 9. trik je, da narediš ozadje, ki je malo transparentno. Na primer, če si zamisliš kake misli, ki so napisane na kakšni slikci, so zelo lepo vidne. To lahko narediš hitro v storyjih, in sicer tako, da narediš najprej odpreš torej fotko, ki jo želiš uporabiti za ozadje. Zdaj, pogosto se tukaj potem zgodi, da so te fotke ali preveč barvne ali preveč svetle, preveč temne, da se potem tekst na njih ne vidi okej. Zaradi tega bi dodali še en layer oziroma še eno plast transparentne barve, ki bo malo omilila to fotko, da se bo potem tekst lepo videl. In sicer to narediš tako, da imaš najprej torej v storyju odpreš slikco, nato klikneš na svinčnik in izbereš torej ta drugi flomaster in pa izbereš barvo ozadja. Zdaj, če izberem recimo črno in spet podobno kot enobarvno ozadje je tukaj tudi transparentno, lahko držim s prstom in potem dobim v bistvu to transparentno ozadje. Zdaj, transparentnosti same ne moreš urejati, lahko pa izbereš, če bi želeli recimo, da je ta bila pretemna, pa izberem mogoče malo bolj svetlo, torej sivo, in če držim, dobim torej malo bolj sivo, zamegljeno ozadje in potem se nam bi recimo, če dodamo beli in če dodamo torej beli tekst, bi se potem na tem ozadju zelo lepo videl. Potem pa imamo še 10. trik. Ta 10. trik pa je, da delimo torej link. Zdaj, vsi, ki imate nad 10.000 followerjev in pa imate biznis account, lahko ta swipe up, torej potegni gor za link, hitro uporabljate. Zdaj, če pa nimate toliko followerjev ali pa nočete biti biznis account, lahko to naredite z enim korakom več. In sicer tako, da najprej posnameš 15-sekundni ali več, pač minimum je 15-sekundni video, lahko je tudi slikca, ki je v obliki videa 15 sekund. Ta video potem naložiš na IGTV in torej v naslov zapišeš klikni tukaj in dodaš link. Potem narediš pa nov story z besedilom ali še boljše z videom, da je recimo na voljo nov video. In ko imamo te dve besedili recimo pripravljeno, lahko tudi damo swipe up, kakšen stickers ali pa kakšen gif. In ko to naredimo, je pač najbolj pomembno to, da klikneš zgoraj na ta link, možnost dodajanja linkov in izbereš kot call to action, torej IGTV video in izbereš kateri video, torej ta, ki si ga prej naložil na IGTV kot nov video. Kaj bo to naredilo? Je, da bo v bistvu uporabnik, ko bo torej tukaj potegnil swipe up na tem torej storyju, se bo mu odprl IGTV in v naslovu IGTV-ja je pa link, ki pa je klikabilen. To pa je teh 10 trikcev za Instagram stories. Upam, da so ti všeč, da ti pridejo prav. Če imaš še kakšnega drugega, te vabim, da ga deliš z nami. Če so ti videi všeč, te vabim, da ga lajkaš, lahko ga šeraš, naročiš se na moj YouTube kanal in se vidimo naslednjič. Čau!